MEPI forum je nekako dve stvari. Prvo je to povezovanje mentorjev. Danes smo slišali veliko teh strokovnih prispevkov, ogromno nekih idej. In jaz sem videl ljudi, ki so poslušali predavanje, so zapisovali. Jaz vem, da bojo oni to uporabljali. To je deljenje izkušenj, povezovanje. Druga stvar je pa tudi neka nagrada za upravljeno delo. Da prideš sem, se imaš fino. In če hočemo biti povezani naprej, da vidimo tudi kaj drugi delajo, tak dogodek nuje. Vesel sem, da je toliko mentorjev prišlo. Sploh je lepo videti, da ljudje, ki si jih imel, ne vem, pred leti na tečaju, da še vedno izvajajo MEPI, da pridejo poznane face, da se vsako leto znova vračajo. To meni največ pomeni. To pomeni, da tudi dobro upravljamo svojo vlogo, pa da MEPI skupno živi. Moram reči, da včasih imam občutek, itak že vse vem, pa sem pa danes tako poslušala druge in res vedno je dobro izmenjati izkušnje, vedno se najde kakšna nova stvar, kakšna nova informacija, tako da top, res super. Všeč mi je zato, ker so v bistvu vsi navdušenci na enem mestu in možnost za spoznavanje različnih praks, ker smo mi začetniki, mogoče dobimo kakšno idejo in to je zelo dobrodošlo. Jaz sem navdušen s tem MEPI-jem po zanimanju, hobiju, veroizpovedi, MEPI do bola. In grem na vse, kar MEPI ima. Zelo dobro se z drugimi izvajalci srečevati. Ta del se mi zdi, da je ta največ vreden. To, da se v bistvu izvajalci srečamo in da imamo vsaj en z drugim ali podebatirati. Tako kot je rekla Neda, da en drugemu prižigamo tisti grm, ki gori pol. Zakaj prihajam na MEPI forum? Ker mi je MEPI skupnost pomembna, ker mi je fino, da se povežemo vsako leto, izmenjamo mnenja, izmenjamo izkušnje, vsakič nekaj novega odnesem iz tega MEPI foruma, ideje za naprej. Včasih še kaj pojamramo si malo med sabo, kar je tudi čisto nič narobe in si damo nekakšen tak zagon za naprej. Najlepši trenutek je srečati vse te ljudi, to je itak najboljš. Kar sem se pa naučila, smo imeli pa eno tako zanimivo predstavitev o kriznih situacijah pa o konfliktih, to mi je bilo ful zabavno. Mogoče tudi to uvodno predavanje gospoda Hunca, kaj je zares pomembno za vzdrževanje stika z otrokom, da je treba dati en kanček sebe v odnos, mogoče izven teh okvirjev, ki so strogo šolski. Moram reči, da imam zaradi preteklih izkušenj ful visoka pričakovanja. Sem jih že kdaj prej imel, pa še vsakič so ne samo dosegali ta pričakovanja, ampak organizatorji oziroma cel dogodek, ampak je bilo in sploh v vseh pogledih, noro dobro. MEPI je z enega takega butičnega gorenjskega programa, malo hribovskega, razširil na celo Slovenijo, da smo zdaj praktično v vseh regijah in da se širimo in da MEPI kljub zelo turbulentnim časom živi naprej. Na kratek rok to, število šol v MEPI-ju je že nekaj časa konstantno. Se pravi, dobivamo sicer nove šole, precej šol nas pa zapušča, tako da bomo mogli pogledati, zakaj se to dogaja. Na dolgi rok pa se vede, da bi se MEPI razširil enakomerno po vseh regijah. Ker zdaj res je, da smo prisotni v praktično vseh regijah, ampak ni pa povsod neke MEPI skupnosti oblikovane. Ker jaz si želim to, da ko prideš nekam, da vsi vejo, kaj je MEPI. In to smo marsikje že dosegli, ampak veliko Slovenije pa še čaka.